Ali bodo v vladi prevladale teme, ki povezujejo, denimo omenjene reforme, ali teme, ki delijo, denimo obrambni izdatki? Z nami so podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon, podpredsednica SD Andreja Katič in koordinatorica Levice Asta Vrečko. Dobro večer vsem trem. Dobro večer. Gospod Arčon, začnimo z vami. Ali se v koaliciji izogibate pogovoru na temo zvišanja obrambnih izdatkov zaradi tega, ker se bojite, da boste izgubili priljubljenost pri volivcih? Ne, daleč od tega, da bi se bali kakršnikoli razpravi. Mislim, da je ta tema, čeprav aktualna, ni pa še čas, da bi o njej javno razpravljali, ker smo v fazi priprave akcijskega načrta, ki bo skrbno pripravljen, ki bo temeljil na konkretnih ukrepih in naj pomirim javnost, da to ne bo do ukrepi, ki bodo namenjeni samo oboroževanju, se pravi oboroževanju vojske, pač bo širše. Gre tukaj za sistem odpornosti, gre tukaj za sistem pokrivanja civilne zaščite, določenih logističnih centrov, razvoj visokih tehnologij. Ta tema bo zelo široka in obsežna. Želimo jo skrbno preučiti, stroko, potem dati v razpravo koaliciji in kasneje v širšo javnost in v sprejem najvišjemu političnemu organu, Državnemu zboru. Iz izkušenj iz preteklosti, da bi danes začeli razpravljati na to temo, da bi kar nekaj govorili in dejansko nas bi potem prav mediji lovili za določene besede, ker si vsak interpretira po svoje, se mi zdi neodgovorno. Edini pravi način je tak, da imamo dokument, ki je verodostojen, koalicijsko usklajen in da o njem razpravljamo širše. Gospa Vrečko, vse glede tega vprašanja, glede na dosedanje stališče Levice, ki je ne dvigu izdatkov, lahko zgodi, da se v koaliciji glede tega sploh uskladite? Ali boste vi odločno proti vsakemu dvigu stroškov za obrambo oziroma denarja za obrambo? Ja, v Levici odvedno in tudi v tej vladi trdimo, da je največje zagotovilo za varnost, predvsem socialna varnost. Mi smo v tej koaliciji zaradi projektov, kajti to je projektna koalicija, ki si deli večino vrednot in o teh smo tudi razpravljali danes, se pravi v teh ključnih stvareh od stanovanjske reforme naprej. Kar se tiče članstva v zvezi NATO, seveda je v Levici še vedno nasprotujemo, posledično jasno tudi tem izdatkom. To se ni spremenilo, to vesta tudi koalicijska partnerja. To naše stališče tudi glede tega spoštujeta. Smo vendarle koalicija treh strank, ampak mislim, da ne glede na vse si pa delimo številne vrednote, tudi to zavezanost k miru, kar smo pokazali pri priznanju Palestine. Ampak glede na to, da pravite, da si delite skupne vrednote, ali sem jaz zdaj to prav razumel v prevodu, da tudi če bosta SD in Gibanje Svobode dvignila ta sredstva za obrambo s pomočjo SDS-a in Nove Slovenije, ki to tako ali tako napovedujeta in to s tem ne bo nikakršnega problema, vi ne boste šli iz vlade? O tem je absolutno, o kakršnih kolih stvarih je absolutno prehitro govoriti, ker kot je že tudi minister Arčon povedal, mi o tem nismo še govorili. Nismo govorili ne o povečanju izdatkov za vojsko, ne o nekem strateškem planu. Načeloma je jasno, da v Levici smo proti in vidimo mnoge možnosti in rešitve izven višine proračuna za obrambo, kajti nakupovanje orožja in o tem, kar se v tej zaostreni situaciji govorimo v svetu, ne zgolj pri nas, povečuje predvsem vojne, napaja vojno industrijo in seveda to je nekaj, kar Levica absolutno ne podpira. Boste v zadregi, gospa Katič, glede na takšno stališče Levice, ne glede na to, da SD-jevi volivci so tudi nenaklonjeni dvigovanju izdatkov, ali boste tukaj, ne vem, ravnali državotvorno in če bo v Evropski uniji prišlo do dogovora, ne vem, 3% se dvignejo izdatki za obrambo, boste temu sledili ali boste zaradi tega, ker lovite volivce v istem bazenu, tudi vi rekli ne in bo Gibanje Svoboda ostalo samo? Mislim, da je potrebno najprej povedati, da se vse tri koalicijske stranke najprej prizadevamo za mir,
in da naše razlike niso tako velike, kot se zdi, da vsi trije razumemo varnost in odpornost države v tistem najširšem smislu, da ne gre samo za oboroževanje, ampak gre tudi za infrastrukturo, za kadre, za izobraževanje, za vlaganje v opremo za dvonamensko rabo, za civilno zaščito, tako kot je rekel kolega Arčon, ampak danes je še preuranjeno o tem govoriti. Ko bomo imeli na mizi predlog, se bomo lahko tudi socialni demokrati o tem odločili. Smo bili pa vedno tista stranka, ki smo na nek način skrbeli tudi za stabilnost države. Vojska je sestavni del tudi države in zato moramo tudi na tem področju primerno poskrbeti, ampak govorimo seveda o varnosti v tistem najširšem smislu. Sem spada tudi seveda ekonomska varnost, socialna varnost in tako naprej. Dobro, na koalicijskem vrhu, izvolite, ja. Glejte, tu je ena velika razlika, ne? Če bomo mi vprašali ljudi, ali ste za to, da se povečujejo izdatki za obrambo, brez da jim jasno povemo, za kakšen namen, bo seveda odgovor zelo jasen. Če pa vprašamo ljudi, ali ste za to, da povečujemo izdatke za obrambo, ker bomo namenili določen del civilni zaščiti, bo verjetno kljukca. Ker bomo spodbujali visokotehnološka podjetja, ki bojo delali v tej smeri, bo verjetno kljukca. Se pravi, treba gledati vsebino, za kakšen namen bo ta denar porabljen. Kot je rekla Andreja, dvojni namen. Če bomo rekli, da bomo gradili bolnišnico, ki bi imela dvojne namene, kar spodbuje, bodi si NATO, bodi si Evropska unija, seveda bomo vsi za. Treba je gledati, s kakšno vsebino in s kakšnim dokumentom, ki bo zelo jasno opredelil vsebino obrambnih izdatkov. In takrat sem prepričan, da bo večina državljank in državljanov potrdila in nam stala ob strani. In zagotovo bi tukaj dodali še to, da za projekte, za katere smo dogovorjeni, ti projekti ne bodo dobili manj sredstev v prihodnosti, tudi zaradi tega, če bi morali povečati obrambne izdatke. Dobro. Na koalicijskem vrhu pa ste poenotili stališče glede zdravstvene in pokojninske reforme, kot tudi gradnjo stanovanj. In to so tudi točke, ki menite, da jih lahko pripeljete do konca mandata, da bodo se uresničevale v praksi. Gospa Vrečko, nekdanji koordinator Levice Luka Mesec je pred 2 letoma na koalicijskem vrhu obljubil gradnjo 2000 stanovanj. Leto predsednik vlade Golob je vskočil, rekel je 3000 stanovanj, po 2 letih pa šele gradnja 2000 stanovanj. Ja, pogledajte, tukaj najprej. Stanovanjska gradnja je stala v Sloveniji. Danes smo slišali podatek, da od leta 2001 do leta 2022 je bilo zgrajenih 4400 javnih stanovanj, torej manj kot 200 na leto. Od 2015 do 2022 je bilo v ta mehanizem danih 15 milijonov. V naši vladi smo dali že vključno s tem letom 151 milijonov in še naslednje leto, torej v celotnem mandatu, bo to 251 milijonov državnih integralnih sredstev. Začetek gradnje 2000 stanovanj bo tudi letos, leta 2025, se bo gotovo začelo graditi najmanj 2000 stanovanj. Mehanizem se je zagnal. Ampak obljuba je bila že prej dana, ne 2 leti lera. Ne, to ni res. Do sedaj se je že zgradilo kar velik fond in tudi začelo graditi nekaj izmed teh, ki bomo tudi v tem mandatu lahko odprli. Ampak sami veste, da od idejne zasnove do izgradnje vendarle mine nekaj let, to je pač narava tovrstnih projektov. Tukaj bi rekla predvsem to, da je pogum naše vlade, da si je to vzela kot eno izmed prioritet in tudi seveda Levice, ki je ravno zaradi te prioritete vstopila v vlado, velik. Kajti to ni oportuna poteza, to ni nekaj, kar se obretustuje takoj in tudi zaradi tega prej tega ni bilo. Mi smo tu šli, obljube in naše zaveze bojo uresničene in to bo mehanizem, tudi stanovanjska problematika bo rešena in tega mehanizma nihče ne bo mogel več ustaviti. V 10 letih bo danih 1 milijon za javna stanovanja. Dobro. Gospa Katič, SD je pred volitvami obljubil 30 dni do specialista milijardo. Do specialista pa smo po 3 letih vladanja še daleč od tega. Zakaj ste prelomili obljubo? Mi si najbolj želimo, da zdravstveni ministrici uspejo vsi projekti, pri tem jo tudi izdatno podpiramo, ker to je tisto, kar kot ljudje
vsi čutimo najbolj na lastni koži, nihče se ne zaveda, kako pomembno je zdravje, dokler ni njegovo zdravje ogroženo in išče zdravnika, tako da ima našo podporo tako na vladi kot v parlamentu in verjamemo, da se bodo tisti zakoni, ki so že bili v parlamentu in ti, ki bodo še vloženi z vrsto podzakonskih aktov, kot je danes predstavljala ministrica, uspešno pokazali tudi v praksi, če tudi bo potrebno še nekaj časa, ampak kot kažejo statistike in podatki, gre na bolje. Gospod Arčon, glede na vse to, kar smo slišali, ali ste vi pred volitvami, na teh predvolilnih soočanjih dajali prevelike obljube, ne glede na to, da se je koalicija zdaj poenotila, da gre do konca samo z zdravstveno reformo, pokojninsko reformo in stanovanjem z mladimi. Tukaj je bilo na mizi še marsikaj drugega. Ste dajali prevelike obljube? Ne, dajmo pogledati najprej nekoliko širšo sliko, ne? In kakšna je trenutna situacija in kakšen je položaj danes Slovenije v Evropski uniji. Imamo eno višjih gospodarskih rasti, imamo eno nižjih inflacij v Evropskih uniji, imamo en najvišji delež javnih sredstev v investicijah, imamo javni dolg, ko je nastopila ta vlada napram BDP-ju iz 72 na 68 in to so razlogi za optimizem. In danes, ko smo predstavili... Ampak zakaj se recimo ta optimizem ne rezultira v izvedbi več reform, ki ste jih obljubljali? Točno to se rezultira, ta optimizem. Zakaj? Ker smo speljali uspešno plačno reformo, ki ni bila spremenjena 15 let in več, ki bo omogočala najnižjemu sloju, da bo imeli v bodoče boljše pokojnine, ker smo v zaključni fazi pokojninske reforme in ki začenjamo z največjim ciklusom gradenj stanovanj. To so vse te ključne reforme, ki smo jih dejansko si zadali. Krona vseh naših prizadevanj je pa zdravstvena reforma, ki poseže daleč najgloblje v sam sistem. Povejte mi, gospod Arčon, ali to, kar ste danes sprejeli na koalicijskem vrhu, pomeni, da nove obdavčitve nepremičnin, ki je dvignila veliko prahu, do konca mandata ne bo? Ne, današnja koalicija je utrditev naših zavest, ki smo jih dali volivkam in volivcem. In vse bolj se kaže to, da je pomembno, da smo na tej poti bili vztrajni in verjeli v to, kar počnemo in tej rezultati vse bolj prihajajo na plano in marsikomu seveda to ne odgovarja. Mi pa seveda smo kot koalicija odgovorni do naših državljank in državljanov. Konkretno pa, kar se tiče davčne reforme, delčki davčne reforme so že bili sprejeti, trenutno pa komisija oziroma svet za davke obravnava vse prispele pobude, ki so bile na izhodišča, ki smo jih kot vlada dali. Čakamo njihov odgovor, ko bomo odgovor dobili, bomo tudi skomunicirali. Zagotovo pa ne bomo šli na področju teh, bom rekel, obremenitev z glavo skozi zid. Glejte, pred nami je referendumska kampanja o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti. Gospa Vrečko, ali Levica pričakuje, da v to predvolilno kampanjo, gospod Janez Janša, lider opozicije, pravi, če bo močna zmaga SDS-a, Nove Slovenije na tem referendumu, to pomeni, da mora vlada spakirati še pred iztekom mandate. Ali vi pričakujete, da se Gibanje Svoboda in SD aktivno vključita v to predvolilno kampanjo in jo tudi vodita? Ali boste sami? Ja, opozicijska stranka SDS je ta referendum sproducirala na manipulaciji, lažeh in zavajanju in ne dvomim, da bo to tako tudi v volilni kampanji. Gre se namreč za njihovo predvolilno kampanjo, kjer bodo naredili vse, ampak res vse, tudi najbolj neskotne stvari in nedopustna zavajanja tudi na ljudeh, na upokojencih, na čustvih, zato da se vrnejo nazaj na oblast. In jasno je, da bo koalicija, v to verjamem, o tem smo tudi že govorili, seveda tu tudi povedala naša stališča. Namreč oni so si izbrali umetnost. Ampak ali vi pričakujete, to je že v redu, gospa Vrečko, to midva vse veva, to gledalci že vejo, ker smo bili že velikrat na to temo. Moje vprašanje je, in tukaj morda lahko nastane zadrega, morda pa tudi ne. Ali pričakujete, da bo Gibanje Svobode in SD vas aktivno podprl v tej referendumski kampanji, da bojo v njej sodelovali?
Ja, seveda pričakujem. Tako bi pa rekla še to, da to, kar smo danes govorili, so tiste tri ene najbolj temeljnih reform, sprememb, solidarnostni sistemi, ki so težki za vsako vlado, tu pa se premikajo naprej. Imamo tudi spremembe na kulturnem področju, spremembe kulturnega modela, ki smo jih obljubili in se dogajajo. Potem tudi dolgotrajna oskrba. Veliko je pravzaprav teh premikov naprej, ki bodo izboljšali posameznikovo življenje, dostojanstveno življenje, ki jih je ta vlada tudi naredila in to se bo nedvomno tudi na koncu pokazalo. Gospod Arčon, boste v Gibanju Svoboda pa kot vlada aktivno vstopili v to referendumsko kampanjo? Itak, že ko je bil objavljena namera, da bo SDS šel v ta referendum, me je kolegica ministrica obvestila, jaz nisem mogel verjeti. Nisem mogel verjeti, ali je to res možno, ker to je ena ponovna manipulacija z ljudmi, ne? In to je velik udarec za kulturo in slovenski jezik. Mi Primorci še kako dobro vemo, da smo se kot narod obstali na podlagi slovenskega jezika in slovenske kulture. In veste, paradoks temu je, ker če ta zakon na referendumu pade, nagrade še vedno ostanejo. In velja zakon iz 70-ih let. Očitno ima prvak opozicije nostalgijo po Jugoslaviji. Gospa Katič, SD se bo aktivno vključil v kampanjo? Pridružila se bi temu, kar je kolega Matej povedal. Kot narod smo skozi zgodovino obstali tudi zaradi kulture in umetnosti in da, tako kot v preteklosti se bomo tudi socialni demokrati udeležili te referendumske kampanje, zagovarjali to, kar zagovarjamo skozi vrsto let. Na kulturi temelji naš narod in verjamem, da bo tudi v prihodnje. Bo pa potrebno seveda volivkam in volivcem pojasniti, da ni vse tisto, kar je nerazumljeno, strani nekoga tudi nesprejemljivo za večino. Tako da mislim, da je potrebno kulturo slovensko podpreti. Najlepša hvala vsem trem, da ste bili naši gosti. Hvala. Hvala za povabilo.